Evo, dober dan in lepo pozdravljeni vsi udeleženci seminarja Društva revmatikov Slovenije. Opravičujemo se za rahlo zamudo in tehnične težave, tudi to nam v teh časih večkrat ponagaja. Z vami bova moderatorka Urša Blenc in fizioterapeutka Anita Jaklič. Hvala, da ste se nam pridružili in hvala tudi vam, Anita. Ker ste z nami, verjetno že poznate odgovor na naše naslovno vprašanje. Sprašujemo se, ali telovaditi ali ne. In seveda bomo izbrali telovadbo. Zdaj, ko smo več doma in se ne družimo, nam bo to pomagalo pri ohranjanju tako telesnega kot tudi duševnega ravnovesja. Zakaj še je telovadba pomembna in kakšna naj bo, da bomo od nje imeli čim več koristi, nam bo danes povedala Anita Jaklič, ki je diplomirana fizioterapeutka in dela na kliničnem oddelku za revmatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Gospa Anita nas bo najprej v kratkem predavanju na začetku spomnila na nekaj pomembnih razlogov, zakaj telovaditi, tudi ko smo utrujeni, okoreli, ko čutimo bolečino ali ko se nam preprosto ne da. Povedala bo, kako s pomočjo telesne aktivnosti ne le ohranjati zdravje, ampak ga tudi izboljšati. Tako da bomo tudi na primer manj čutili posledice bolezni, kot je vnetni revmatizem. Morda bo pomirila strah pred poslabšanjem stanja, ki je eden od razlogov, zakaj se kdo ne loti vadbe. Seveda pa ne bomo ostali le pri besedah, ampak bomo v resnici tudi migali. Anita nam bo v drugem delu prikazala nekaj vaj, izvedete jih lahko sede ali stoje. Ker pa 15 minut, kolikor jih bomo danes imeli za vadbo, verjetno ni dovolj, bomo zelo koristne vaje lahko pozneje izvajali tudi sami. Zato vam tudi ni treba skrbeti, če vam bo ob gledanju ponagajala tehnika. Povezava do posnetka bo na voljo tudi pozneje in vam jo bomo poslali po elektronski pošti. Povejmo še, da bo po vajah v tretjem delu našega druženja Anita odgovorila še na nekaj vaših vprašanj. Nekaj ste jih že poslali, sicer pa lahko vprašanje postavite tudi tekom dogodka, ki bo skupno trajal okoli 1 uro. Vprašanje zapišete v oblaček za pogovor, chat, CHAT, lahko samo administratorju, lahko pa tudi javno, pri čemer bo vidno tudi vaše ime. Preden začnemo, pa imamo vprašanje za vas midve z Anito. Pokazalo se bo tudi na zaslonu. In tehnične težave še vedno malo nagajajo, ampak mislim, da bomo lahko začeli anketo. Takole. Torej, najino vprašanje je, ali telovadite dovolj? Ali menite, da telovadite dovolj? In mislim, da ste že kar odgovorili, malce se še spreminjajo tele številke, ampak recimo, da lahko zaključimo. Kar 77% vas pravzaprav meni, da ne telovadite dovolj in verjetno ste zato danes z nami. In ravno zato zdaj kar predajam besedo in sliko Aniti Jaklič. Anita, izvolite, še pripravimo vam vašo prezentacijo, da boste lahko začeli. Tako. Evo, izvolite. Hvala lepa. Urša, odgovor ste pravzaprav na to vprašanje že ponudila in je pravilen. Seveda telovaditi. Izvedeli pa boste, zakaj je temu tako. Revmatičnih bolezni je več kot 100 vrst. Prizadanejo različne organske sisteme, različne starostne skupine, od otrok do starostnikov in se pojavljajo različno pogosto. Med najpogostejše vnetne revmatične bolezni sodi skupina spondiloartritisov in pa revmatoidni artritis. Od spondiloartritisov je najpogostejši predstavnik ankilozirajoči spondilitis, predstavniki pa so še psoriatični artritis, enteropatski artritis ter reaktivni artritis. Glavna razlika med ankilozirajočim spondilitisom in revmatoidnim artritisom je v mestu vnetja. Pri spondilitisu je mesto vnetnega dogajanja primarno na sklepih med hrbtenico in medenico, ter na celotni hrbtenici, lahko pa tudi na večjih sklepih, kot so ramena, kolki, kolena, lahko pa tudi na rastišča mišic oziroma tetiv na petnico.
Medtem ko so pri revmatoidnem artritisu v začetku prizadeti mali sklepi rok in nog, lahko pa tudi večji sklepi kasneje, kolena, kolki, ramena, komolci, zapestja, od hrbtenice vratna hrbtenica, lahko pa tudi čeljustni sklep. Skupno skupinam bolezni spondiloartritisi in revmatoidni artritis je, da so to kronične, vnetne, sistemske, avtoimunske bolezni, katerim so pravzaprav skupni simptomi bolečine, okorelost, utrujenost, deformacije sklepov, upad funkcionalnih zmogljivosti in vse to lahko vodi v invalidnost in odvisnost od pomoči drugih. Kako si pravzaprav lahko pomagamo? Osnova je ustrezna medikamentozna terapija, torej zdravljenje s zdravili, ki upočasni proces napredovanja bolezni, upočasni vnetje in navsezadnje zmanjša bolečino ter ustvarja dobre pogoje za telesno aktivnost, ki je pri bolnikih z vnetno revmatično boleznijo pravzaprav nujna. Potrebna je še ustrezna količina in pa tudi kakovost spanja, ustrezna zdrava prehrana, ki naj bo podporna tako gibanju kot tudi zdravju, vse skupaj pa naj bo čim bolj v ravnovesju. Mislim, da bo v enem od naslednjih predavanj več govora tudi o prehrani pri bolnikih. Kaj je pravzaprav telesna aktivnost in kakšna je telesna aktivnost, ki jo potrebujemo za izboljšanje in krepitev zdravja? Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje telesno aktivnost kot katerokoli gibanje, ki ga izvajajo skeletne mišice in pri katerem je poraba energije večja od porabe v mirovanju. Ali zadostuje že sprehod, delo na vrtu, bomo videli naprej. Telesna aktivnost, s katero želimo izboljšati in krepitev zdravje, pa mora biti tudi namensko izvajana, skrbno načrtovana, strukturirana in ponavljajoča se aktivnost. In prvi del definicije tem pogojem oziroma željam za izboljšanje in krepitev zdravja vsekakor ne zadostuje. Na fotografijah vidimo aktivnosti, kot so gospodinjska opravila, delo na vrtu, razna gospodarska opravila in tudi poklicna dejavnost. In te aktivnosti ne zadostujejo za izboljšanje in krepitev zdravja. Te aktivnosti, če trajajo predolgo časa, lahko celo poslabšajo zdravstveno stanje bolnika, povečajo bolečine in še povečajo utrujenost. Poglejmo pa, kaj pravijo študije glede gibanja in telesne aktivnosti pri bolnikih z revmatično boleznijo. Ena od študij je ugotavljala, kako telesna aktivnost pri bolnikih z revmatoidnim artritisom vpliva na vnetje sklepov, invalidnost, kakovost življenja, bolečino in kako aktivnost bolezni vpliva na telesno aktivnost bolnika. Rezultati so pokazali, da je telesna aktivnost za bolnike povsem varna, tako vadba za aerobno vzdržljivost, za krepitev srčno-žilnega sistema, kot tudi vadba proti uporu. Redno izvajana zmanjša bolečino, zmanjša tudi število vnetih sklepov, izboljša funkcionalne zmogljivosti bolnika in kakovost življenja. Aktivnost bolezni je pravzaprav obratno sorazmerna s telesno aktivnostjo. To pomeni, da bolj ko je aktivna bolezen, bolj ko je aktivni zagon bolezni, manj je bolnik aktiven in obratno. Bolj ko se ukvarja s telesno vadbo, manj je bolezen aktivna. Ena od naslednjih študij je ugotavljala, kako telesna aktivnost vpliva na zmanjšano tveganje oziroma če telesna aktivnost zmanjša tveganje za srčno-žilna obolenja pri bolnikih z revmatoidnim artritisom. Bolniki so izvajali vadbo za krepitev srčno-žilnega sistema, tako imenovano aerobno vadbo, 4 tedne, 5-krat na teden po 60 minut in zraven tudi vadbo proti uporu. Rezultati so že v enem mesecu vadbe pokazali, da telesna aktivnost zmanjša srčno-žilno tveganje na račun izboljšanja delovanja celic ožilja in na račun upočasnjenega aterosklerotičnega procesa ožilja.
Ugodno pa vpliva tudi na kosti, merili so kostno gostoto v vratu stegnenice in upočasni napredovanje bolezni tudi malih sklepov, čeprav niso bile izvajane konkretno vaje za male sklepe, ampak za velike mišične skupine in srčno-žilni sistem. Poveča tudi samozavest, blaži simptome depresije, izboljša kakovost spanja in verjetno na račun tudi izboljšanja spanja zmanjša zaznavanje bolečine. Še ena zanimiva študija, ta pa je ugotavljala učinek aerobne vadbe pri bolnikih z ankilozirajočim spondilitisom. V študijo je bilo vključenih 70 bolnikov z spondilitisom, ki so bili razdeljeni v dve skupini. Prva skupina je izvajala 50 minut hoje plus vaje za raztezanje, manj pogosto kot tista prejšnja skupina z revmatoidnim artritisom, torej 3-krat na teden, vendar daljši čas, 12 tednov, 3 mesece. Druga skupina pa je enako obdobje in enako pogosto izvajala samo vaje za raztezanje. Kaj so ugotovili? Prva skupina, ki je izvajala tako vaje za srčno-žilni sistem, torej hojo, in vaje za gibljivost, je statistično značilno izboljšala dolžino prehojene razdalje, ki so jo merili z 6-minutnim testom hoje, izboljšala pa se je tudi aerobna zmogljivost v primerjavi z drugo skupino, ki je izvajala samo vaje za gibljivost. Merili so še nekatere druge parametre, funkcionalno stanje, aktivnost bolezni, nivo holesterola in lipide v krvi, vendar v teh parametrih ni bilo bistveno razlik med obema skupinama. Torej, ali so bolniki dovolj telesno aktivni? Tako kot ste tudi sami, verjamem, da pošteno povedali, pravijo tudi študije. Veliko študij je ugotavljalo pač aktivnost bolnikov in vse so pokazali, da v bistvu so bolniki precej manj aktivni od splošne populacije. In tudi manj, kot bi bilo dejansko za njih potrebno, da so aktivni. V nekaterih deželah je neaktivnih skoraj 80% bolnikov z revmatoidnim artritisom, kar je zelo, zelo velik delež. Ena od študij je pokazala, da se telesni aktivnosti bolniki izogibajo zaradi strahu pred povečanjem bolečine, zaradi negativnega vpliva na aktivnost bolezni in strahu pred dodatno poškodbo sklepov. Verjetno vse to tudi na račun premalo znanja oziroma informacij o tem, kako je res telesna aktivnost za bolnike z kronično vnetno boleznijo pomembna. Vendar, tudi visoko intenzivna vadba, to je tista, ki je bolj naporna in ki se jo težko lotimo, in ki je vključevala vadbo tako za povečanje mišične moči, aerobne vzdržljivosti, gibljivosti in funkcionalno vadbo, ne poslabša aktivnosti bolezni in ne poveča tveganja za poškodbo sklepov. Celo izboljša aerobno in funkcionalno zmogljivost in je učinkovitejša od nizkointenzivne vadbe. Razlogov za gibanje je ogromno. Bilo je narejenih, kot sem že omenila, veliko študij, ki so ugotavljali različne razloge in poleg simptomov bolezni, kot so utrujenost, bolečine, okorelost, so na bolniki navajali tudi premalo znanja, pridružene bolezni so tudi eden od razlogov, da ljudje manj gibajo, pomanjkanje časa, navsezadnje tudi cena vodenih vadb, nekateri navajajo tudi prevoz do organiziranih vadb. Bolniki sami pa tudi povedo pošteno, da je razlog lenoba in pa vreme. Verjamem pa, da bi zagotovo vsak izmed vas dodal še kakšen svoj razlog. Vendar vsi ti razlogi negibanja vodijo v posledice, ki pravzaprav dejansko niso prav nič mamljive. Na levi strani vidimo vpliv na zmanjšane gibalne sposobnosti, ki vodijo na desni strani opredeljene simptome bolezni, ki jih z manj gibanja dejansko povečujemo. Vodijo v zmanjšanje funkcionalne samostojnosti in odvisnost od pomoči drugih. Spet, ko smo odvisni od pomoči drugih, smo manj mobilni in še naprej vodi to v zmanjšano mišično moč, krog je sklenjen in smo v nekem začaranem krogu, iz katerega pravzaprav izhod ni enostaven. Da pa bi bile posledice negibanja, kot jih vidimo na fotografijah,
čim manjše, obstaja rešitev. In ta rešitev je telesna aktivnost, ki je praktično edinstvena in nenadomestljiva. Zakaj je nenadomestljiva? Nenadomestljiva zato, ker praktično nobena druga dejavnost ne more nadomestiti učinkov, ki jih telesna aktivnost prinaša telesu in zdravju bolnikov. Vendar, če je ustrezno izbrana, pravilno izvajana in redno izvajana, praktično nima stranskih negativnih učinkov za bolnika. Obstajajo res dobri razlogi za to, da začnemo in vztrajamo v gibanju. Običajno človek začne gibati zaradi enega, dveh razlogov, vendar je aktivnost tako dobra, vadba v bistvu tako fajn, se nam telesna aktivnost nam povrne z dodatnimi plusi, z dodatnimi učinki, na katere mogoče ob začetku gibanja niti nismo računali in nas dodatno nagradi. Pa poglejmo, zakaj vse je dobro se odločiti za telesno aktivnost. Najpogostejši razlog, najverjetneje za vso populacijo, je za ohranjanje normalne telesne teže oziroma želimo zmanjšati povečano telesno težo. Za bolnike z revmatično boleznijo je to pomembno v smislu zmanjšanja obremenitve sklepov in hrbtenice, je pa tudi debelost eden od dejavnikov tveganja za srčno-žilna obolenja in tako vplivamo tudi na to. Pomembno zmanjša, kot smo že omenili, tveganje oziroma občutenje simptomov bolezni. 42% bolnikov z revmatoidnim artritisom navaja, da je utrujenost tisti največji, najbolj moteč simptom in prav s telesno aktivnostjo se ta simptom uspešno zmanjšuje. Telesna aktivnost je pomembna za ohranjanje in izboljšanje sklepne gibljivosti in gibljivosti hrbtenice. Ohranja oziroma povečuje mišično maso, posledično se poveča mišična moč in funkcionalna zmogljivost telesa. Bolniki z revmatoidnim artritisom, to je spet pokazala eno od študij, imajo tudi do 70% manjšo mišično moč v primerjavi z zdravimi vrstniki na račun revmatične kaheksije. Ali vemo, kaj je revmatična kaheksija? Revmatična kaheksija ni bolezen, ampak je stanje. Stanje pravzaprav normalne telesne teže, lahko tudi povečane, vendar na račun spremenjene sestave telesa. Poveča se maščobna masa, ki je nefunkcionalna in nas samo obremenjuje, zmanjša pa se funkcionalna mišična masa. In prav visoko intenzivna vadba proti uporu je pomembna za izboljšanje stanja revmatične kaheksije. Telesna aktivnost pomembno izboljšuje tudi elastičnost in čvrstost kit in ligamentov. Zaradi sklepnega vnetja namreč se tudi okoliške mehkotkivne strukture hitreje postarajo, spremenijo in se izgubi oziroma zmanjša njihova primarna funkcija. Ligamentov pravzaprav opravljajo nalogo pasivne zaščite sklepov, medtem ko kite so zadolžene za to, da uspešno prenašajo prenos sil iz mišic na kost. Na te lastnosti lahko vplivamo tudi z vadbo. Telesna aktivnost pomembno izboljšuje srčno-žilno vzdržljivost in preprečuje razvoj srčno-žilnih obolenj. Dokazano je, da se ti zapleti srčno-žilnih bolezni pojavijo kasneje v življenju ali pa v manjšem obsegu, če človek izvaja aerobno vadbo. Pomembno telesna aktivnost izboljšuje telesno držo in preprečuje oziroma upočasni razvoj deformacij. Upočasni hitrost razgradnje kosti in vpliva na razvoj osteoporoze. To je ključna vadba proti uporu. Če je že osteoporoza prisotna ali pa tudi ne, pomembno je, da se izvajajo vaje za izboljšanje in ravnotežja in koordinacijo. Tako zmanjšujemo možnost za padce in posledično tudi za zlome. Zmanjšujejo pa se tudi možnosti za razvoj nekaterih vrst raka dojke pri ženskah, debelega črevesja, prostate in pljuč pri moških. Na to gotovo niste računali, če začnete gibati zaradi bolečin v sklepih.
Izboljšuje se psihično zdravje posameznika. Ena od zadnjih študij je pokazala, da skoraj 45% slovenskih bolnikov z ankilozirajočim spondilitisom ima povečano tveganje za psihološki stres, torej za anksiozo, depresijo. In vsi ti učinki skupaj, vse te dobre stvari telesne aktivnosti ohranjajo in izboljšujejo samostojnost v skrbi zase dolgo v starost, zato izboljšajo kakovost življenja ali ga celo podaljšajo. Vendar zato je potreben vložiti čas in lastno energijo. Mogoče se je potrebno organizirati drugače dan, organizirati teden drugače, enostavno organizirati življenje. Manj nameniti časa drugim in mogoče več sebi. Zakaj? Na dolgi rok je to dobro za vse, ker v starosti ali pa že prej ne boste potrebovali pomoči svojcev, ker boste preprosto samostojni. Če po vsem slišanem damo na nekako tehtnico izgovore in posledice negibanja in posledice bolezni, ali pa odločitev za telesno aktivnost, naj od danes naprej pretehta desna stran, to se pravi odločitev za telesno aktivnost. Kakšna pa so priporočila za telesno dejavnost za bolnike s kronično vnetno revmatično boleznijo? Pravzaprav se priporočila za bolnike bistveno ne razlikujejo glede priporočil za zdravo populacijo. Kot smo slišali, je potrebna vadba za ohranjanje sklepne gibljivosti in tudi za ohranjanje fleksibilnosti mehkotkivnih struktur. To je prva slikca zgoraj levo, raztezanje, ampak taka vadba sama po sebi ne izboljša srčno-žilne vzdržljivosti, ne izboljša mišične moči, ne izboljša funkcionalne zmogljivosti. Nujno je potrebna še vadba za izboljšanje moči, slikca desno zgoraj oziroma sredina, in pa vadba za vzdržljivost spodaj levo, vzdržljivostni športi. Potrebna je vadba za ravnotežje in koordinacijo ter tudi hitrost. Vse skupaj v bistvu izboljša tudi hitrost. Funkcionalno primer slikca gospe na sredini. Zakaj? Zato, da boste lahko dovolj hitri, da v času zelene luči na semaforju varno prečkate cesto. Če pogledamo, kako pogosto naj se izvaja telesna aktivnost. Vsakodnevno vaja za gibljivost sklepov, hrbtenice ter razteznost mehkotkivnih struktur. Za mišično moč se priporoča 2 do 3 krat tedensko za isto mišično skupino. Vzdržljivostna ali aerobna vadba se priporoča večino dni v tednu. Lahko zadostuje 5 krat tedensko po 30 minut, če je vadba zmerno intenzivna. Če pa je vadba visoko intenzivna, zadostuje že 75 minut vadbe na teden. Ter vadba za ravnotežje, koordinacijo in funkcionalna vadba 3 do 5 krat tedensko. Vsa ta priporočila so res za optimalen učinek gibanja na zdravje bolnika oziroma posameznika. Zadostuje tudi manj, sploh če smo začetniki, ampak nekje je treba začeti. Vsekakor pa je boljše vsaj nekaj kot nič. Kakšna pa naj bo telesna aktivnost bolnikov v primerjavi z zdravimi? Vsekakor ciljno usmerjena. Moramo vedeti, kaj želimo z vadbo doseči. Ali želimo izboljšati držo, ali želimo izboljšati hitrost prehojene razdalje, ali želimo izboljšati hojo po stopnicah. Individualno mora biti prilagojena potrebam bolnika, aktivnosti bolezni, tudi pridruženim obolenjem. Marsikatero pridruženo obolenje nas majčkeno nazaj drži, ter tudi predhodni telesni pripravljenosti oziroma temu, kaj so bolniki prej delali, preden je bolezen nastopila. Mora biti pravilno in redno izvajana, skrbno načrtovana in realno izvedljiva. Nekomu, ki nima v bližini bazena, ne bomo priporočali, da 3-krat na teden naj hodi na plavanje. In stopnjevana, to se pravi, ko neko vajo obvladamo in nam ni več v izziv, je dolgočasna, je treba spremeniti vajo, zamenjati vajo ali pa jo otežiti.
In le vadba, ki je taka, je učinkovita in prinaša rezultate. Če ne prinaša rezultatov, je bodisi napačno izbrana, nepravilno ali pa premalo pogosto izvajana. Od športno-rekreativnih dejavnosti niso priporočljive vse aktivnosti. Priporočene aktivnosti, ki pa so pa sledeče. Hoja. Nordijska hoja je še boljša, ker poveča učinek hoje na telo, kolesarjenje, plavanje, predvsem hrbtno plavanje za bolnike z ankilozajočim spondilitisom. Ne smemo pozabiti na vadbo v vodi, ki tudi je zelo dobra. Različne vodene skupinske vadbe, kot so pilates, tai chi, joga in pa vadba doma. Manj priporočljive aktivnosti so tiste, ki povečujejo tveganje za dodatne poškodbe sklepov in obsklepnih struktur. To so ekipni športi, tekmovalni športi, kontaktni športi, športi, ki zahtevajo hitrost, nenadne spremembe gibov, hitro reagiranje, tek recimo pa tudi obremenjuje dodatno sklepe. Gibanje se torej splača in je nujno. Kajti kljub dobremu, sodobnemu zdravljenju, bolniki sami še vedno navajajo slabo funkcionalno stanje. Zato je gibanje nujno, kajti zdravila sama po sebi ne zagotavljajo dobre mišične moči, gibljivosti in srčno-žilne vzdržljivosti. Bolniki bi pravzaprav zaradi negativnega vpliva bolezni na telo morali gibati več in ne manj v primerjavi s splošno populacijo. Takole, Anita, hvala za tole zanimivo predavanje. Mogoče bi se vrnila na prejšnjo anketo, a ste vi pričakovali take rezultate, 77% jih meni, da ne vadijo dovolj. Imam občutek, da so zelo pošteno odgovorili, tako nekako je. Zelo pošteno, ja. Zelo pošteno, ja. Tako da sploh ne bomo ponavljali ankete, ne. Želeli smo ponoviti anketo na koncu, da vidiva, če se ta številka kaj spreminja, pa se ne more več kaj dosti spremeniti na slabše, tako da je nekako treba, da še enkrat sprašujeva, kaj ne, vsi vejo, da treba vaditi čim več. Tudi mene ste prepričali, da se vadba splača, malo me skrbi edino, da dolg sprehod s kužkom, čeprav vsak dan, mogoče ni dovolj, kaj menite? Glejte, odvisno je od hitrosti kužka, od dolžine prehojene razdalje, mogoče tudi naklona. Ampak če je vaš kužek dovolj hiter, da se vi ob tem zadihate in da se ne ustavlja prav pogosto in da to traja 30 minut ali več 5-krat na teden, zadostite potrebam po aerobni vadbi. Dodati morate pa še vadbo za moč, ravnotežje, koordinacijo in ste zmagala. Ja, super. Brez skrbi, moj kužek poskrbi za aktivnost, za vzdržljivost, za moč in še za ravnotežne vaje. Tako da lahko mogoče nadaljujeva z vajami. Še prej vprašanje, ki smo ga dobili že pred samim dogodkom. Ena udeleženk seminarja jo zanima, ali so te vaje, ki jih boste prikazali, primerni tudi za osteoporozo. Verjetno ima kakšen bolnik z revmatizmom tudi osteoporozo kot pridruženo bolezen. Bodo vaje, ki jih boste pokazali, primerne? Ja, nekatere večinoma vaje primernih tudi za osteoporozo, tiste, ki niso, bom posebej opozorila. Bolniki z osteoporozo praktično morajo prvovrstno izvajati vaje za povečanje moči, to se pravi vadbo proti uporu. Vadba proti uporu, ki se lahko izvaja z lastno težo, lahko z utežmi, pa tudi elastikami. Potrebno je pa še vadba ravnotežja, vadba za izboljšanje telesne drže, ter tudi funkcionalna vadba in vadba za ohranjanje gibljivosti. Samo še to bi povedala pri osteoporozi. Če je osteoporoza že prisotna, je potrebno se izogibati rotacijskim gibom hrbtenice, previdnost je potrebna tudi pri pogibih navzdol oziroma drža na vrtu, ko vrtičkajo in se držijo navzdol, to ni idealen položaj za osteoporozo, in pa potrebna je previdnost oziroma se izogibati pri hitrih in sunkovitih gibov.
No, hvala tudi za to dodatno pojasnilo. Zdaj pa tako, kot ste napisali že sami iz teorije v prakso, pozorno udeležence vabim, da zdaj pozorno poslušajo in izvajajo vaje po Anitinih navodilih. Pomagali vam bomo tudi slikami. Anita, jaz pa vam spet prepuščam besedo. Hvala lepa. Izvedli bomo nekaj preprostih vaj, ki jih lahko varno izvedete doma, lahko tudi na delovnem mestu, sede ali stoje, seveda brez izgovorov. Tisti, ki imate boljše ravnotežje, lahko stojite. Ostali sedite, priporočljiv je stol, ki nima stranskih ročajev. Če imate možnost, lahko tudi stol brez naslona, samo sedišče. Vaje bom vodila, vsako vajo ponaredimo eno, maksimalno 2 ponovitvi, zato da v časovnem okviru pridemo čez vse vaje. Pa začnimo. Prva vaja je pogled navzdol. V oklepaju pri vsaki vaji imate napisano, ali je vaja primerna tako za bolnike z ankilozajočim spondilitisom in revmatoidnim artritisom. Pogledamo navzdol, brado potisnemo na prstico, da čutimo razteg v področju vratne hrbtenice zadaj, malo zadržimo in poravnamo, lahko še enkrat ponovimo. Tisti, ki imate bolj zategnjene mišice vratu, se lahko razteg čuti celo do sredine hrbta. Vendar nežno, občutek ob raztegu mora biti udoben. Naslednja vaja, pogled čez ramo. Pogledamo najprej čez levo ramo, ramena so sproščena navzdol, hrbtenička je poravnana, malo zadržimo končni položaj, počasi se vračamo na sredino in pogled čez desno ramo, malo zadržimo in pogledamo naprej. Naslednja vaja, stranski upogib vratne hrbtenice. Najprej nagnemo levo ušeso k levi rami, malo zadržimo in vrnemo glavo na sredino, potem glavo nagnemo v desno, opazimo, da je leva rama sproščena navzdol, zadržimo, čutimo razteg po levi strani od ušesa proti rami in na sredino. Vajo lahko stopnjujemo oziroma izvedemo na način, da spet nagnemo glavo v levo, primemo z roko na desni strani, leva roka na desno stran, desno roko spustimo sproščeno navzdol in čutimo razteg od vratu navzgor, navzdol proti rami in sredina in še enkrat glavo na desno stran, jo primemo z desno roko, nagnemo k desni rami, zadržimo. Če boste doma delali te raztege, dajte kar zadržati 30 sekund en gib, ko gremo v razteg in se poravnamo. In raztege 3x po 30 sekund ponovimo. Naslednja vaja podbradek. To je praktično zelo majhen gib. Brada je vzporedna s tlemi, roke sta sproščeni ob telesu in samo majčkeno potisnemo brado navznoter proti sebi, da naredimo podbradek, česar ženske nočemo, In čutite mogoče malo razteg v zgornjem delu vratne hrbtenice in popustimo. Ponovitev, ko boste delali doma, seveda še potem sami, tam nekje 6 do 8 ponovitev. Izometrična krepitev mišic vratu, vaja primernejša za bolnike z revmatoidnim artritisom, obe dlani položimo na čelo spredaj, dlan na dlan in potisnemo, držimo. Gremo do maksimalne mišične napetosti vratu, vztrajamo, dihamo, štejemo v mislih do 6 ali 8 in potem počasi popustimo, ne popustimo naenkrat, ampak počasi. Dlani položimo nazaj in potisnemo glavo nazaj, zadržimo, dihamo, komolčki so odprti, pomembno je, da so ramena sproščena, dihamo, počasi popustimo. Položimo dlan na desno, na levo stran. Če je problem z gibljivostjo zapestja, lahko naredite pest. Napnete, greste do maksimalne mišične napetosti, čutite mišice leve strani vratu, držite, dihate, desna roka, rama je sproščena in počasi popustiti in zamenjamo, lahko pest.
zadržimo, dihamo, vztrajamo, maksimalno držimo, leva roka je sproščena in počasi popustiti. Nič ne hitimo, za vaje si vedno vzamemo čas. Daljša, ko je mišična napetost, bolj krepimo mišice. Kroženje z rameni, dlani položimo na ramena. In gremo s komolčki pred sabo naprej, proti stropu, čim više in zakrožimo nazaj dol, pa še enkrat lahko ob vdihu gor in izdih nazaj dol. Nadaljujemo z naslednjo vajo. Odmik rok v stran in navzgor. Roki sta sproščeni ob telesu. Odmaknemo jih v stran, povlečemo jih ven iz ramenskega sklepa in dlani obrnemo navzgor, fotografija 3, levo spodaj, in zgoraj nad glavo sklenemo roke skupaj in po isti poti vrnemo roke v stran dol, zasukamo dlani navzdol in vrnemo ob telo. Tudi to vajo, ko boste delali, brez problema naredite tam 6 do 10 ponovitev zaporedno. Naslednja vaja, potisk rok iz predručenja nazaj. Tukaj učinkovitost vaje povečamo oziroma vključimo več mišičnih skupin, če prste na rokah spredaj raztegnemo narazen. In stisnemo pest in potisnemo nazaj. Vdih naprej, prstke narazen in z izdihom potisnemo roke nazaj, komolčke čim dlje, da povečaš gibljivost v ramenskem sklepu. Čutiš mišice hrbta in rok. Naslednja vaja je potisk iztegnjenih rok iz predručenja nazaj in navzdol. Na prvi fotografiji sta dlani obrnjeni navzgor in sta mezinčka skupaj, ja, tako. In ob izdihu potisnemo roke nazaj navzdol, dlani pokažemo nazaj in ob vdihu stegnjene roke vrnemo naprej in izdih potisnemo nazaj navzdol, ramena usmerimo nazaj navzdol. Plavanje, kombinirana vaja, mogoče za katere malo težja. Roki sta spredaj skupaj, jih potisnemo nazaj za linijo hrbta, zadaj pokrčimo komolce in vrnemo naprej in ponovimo še enkrat. Ob izdihu odrinete nazaj in ob vdihu vrnemo roke naprej. Diagonalni gib za roko. Levo roko položimo na desno stran, na desni bok in usmerimo z iztegnjeno roko v levi kot zgoraj zadaj. In vdih desno dol, pogledamo za roko in izdih levi kot zgoraj zadaj s palčkom nazaj. In ponovimo z desno roko, desna roka gre na levi bok in ob izdihu gor nazaj in vdih dol na bok. In izdih, pogled, spremlja roko in spustimo roko ob telo. Kroženje z eno roko, pa začnimo z levo. Levo roko pred sabo dvignemo gor, palec vodi gib, zgoraj zasukamo, fotografija 4, palček se zasuka in gremo nazaj. Vaja lahko vključuje rotacijo hrbtenice, ki je pri osteoporozi skoraj kontraindicirana, manj priporočljiva, tako da tisti, ki imate osteoporozo, sploh pa osteoporozo z že prisotnimi zlomi, naredite samo kroženje z roko, brez da zasuka v hrbtenici. In isto vajo ponovimo še z drugo roko, dvignemo stegnjeno roko pred sabo gor, zgoraj jo zasukamo s palčkom nazaj in vrnemo ob telo. Upogib hrbtenice v stran, roki sta ob telesu, nagnemo hrbtenico najprej v levo stran, čim nižje dol z dlanjo, brez da gremo v upogib naprej. In izdih vrnemo na sredino in še v desno stran navzdol,
čim nižje čutimo razteg po levi strani prsnega koša in z izdihom se vrnemo na sredino. Vajo lahko stopnjujemo tako, da se spet nagnemo v levo, ta gib zadržimo. Desno roko dvignemo čez in čutimo še več raztega po desni strani in potem gremo še z roko s trupom k levi nogi naprej, roka desna čez in se lahko upognemo dol. Tukaj pri osteoporozi paziti, zelo previdno, občutek ne sme biti nobenega neprijetnega občutka, čutite lahko samo razteg. In ponovimo še, se počasi vrnete gor in ponovimo še na drugo stran. Nagnemo se v desno dol z roko, v desno stran, levo roko dvignemo, gremo čez. Se upognemo malo naprej proti desni nogi in se z okroglo hrbteničko z obema rokama spustite k desni nogi. In se počasi vrnete s telesom na sredino, navzgor. Naslednja vaja, črka C ledvene hrbtenice oziroma razteg ledvene hrbtenice. Tukaj je v bistvu zelo težko videti, kaj se sploh dogaja. Dlani usedemo se na prvo tretjino stola, dlani položimo v boke, s prstki proti sramici in si predstavljamo, da z popkom potisnemo oziroma predremo balonček, ki je na ledvenem delu hrbtenice. Z izdihom v trebušček plosko stisnemo noter in se ledveni del izboči v obliki črke C, brez da se podiramo v prsnem delu, v zgornjem delu hrbtenice. Pa poskusimo še enkrat. Ob izdihu trebušček potisnemo navzad, da se izboči ledveni del, medenico praktično zvrnemo malo nazaj. Popolni upogib hrbtenice pri bolnikih z revmatoidnim artritisom vprašanje zaradi prisotnosti morebitne tudi osteoporoze, vendar če ni težav, če ni osteoporoze, brez problemov izvedete to vajo tudi. Roki sta skupaj sklenjeni, ob telesu gresta roki gor, jih dvignemo gor in potem najprej upognemo glavo in greste z rokami glavo dol in kar pod stol, globoko pod stol. Ostanemo malo tukaj, čutimo razteg in potem, ko se dvigujemo gor, dvigujemo najprej, da se izravna, da zlagamo vretence za vretencem, ledveni del, prsna hrbtenica. Gremo od šeste slike navzgor in nazadnje poravnamo vrat in glavo. Upognemo se dol in postopoma potem zlagamo vretenca od ledvene hrbtenice navzgor vse do vratne hrbtenice, glava se dvigne nazadnje. Potisk dlani v nasprotno koleno. Desno dlan potisnemo v koleno leve noge, ki je dvignjena in držimo. Dihamo, pogled lahko usmerimo. Raztezanje mišic kolka, desno nogo položimo čez levo. Ta vaja je mogoče težje izvedljiva za osebe, ki imajo težave z bolečinami v kolenu ali kolku. Preprosto jo izpustite. Nagnemo se s trupom rahlo naprej in z desno roko potisnete koleno rahlo navzven, do rahlega občutka ugodja. Ne sme biti nič neprijetnega, čutite pa razteg lahko v kolku, po zunanji strani in medenici. Vedno raztezne vaje zadržujemo daljši čas, vsaj 30 sekund in naredimo 3 ponovitve za eno stran. Zdaj pa počasi zamenjamo noge. Pa damo levo nogo čez desno koleno, levo dlan položimo na koleno, rahlo ga potisnemo navzdol, ravno obratno delamo, kot je prikazano na fotografiji, in se s trupom nagnemo naprej. Če gre, če pa čutite že razteg, brez da se nagnete, s trupom naprej je pa to popolnoma dovolj. In spet zadržimo 30 sekund, recimo, in gremo naprej.
To vajo lahko izvajate sedeče, imate možnost takega stola, stoje pa je malo težja, sploh če je težava z ravnotežjem. Lažje je recimo ob pultu, ob mizi, da se nečesa primete. Usedemo se na levo stran stola in desno in levo nogo spustimo navzdol. Ta vaja je zelo fajn tudi za pisarniške delavce oziroma za tiste, ki veliko sedijo, ker so te mišice skrajšane. Skrajšane pa so mišice tako tudi ta mišična skupina pri bolnikih z revmatoidnim artritisom in ankilozajočim spondilitisom, tako da je to fajn kar raztezati, res. In spustimo nogo navzdol, čim bolj nazaj, da se čuti razteg mišice sprednje strani kolka. Fotografija čisto spodaj desno je nadgradnja, ki verjamem, da ne bo dosegljiva za vse, ne bo izvedljiva vsem, nič hudega. In to zadržimo. Ostanemo pri srednji fotografiji, čisto zadostno. Spet držimo 30 sekund. Dobro, pa zamenjamo. Se usedemo na desno stran stola. Spustimo desno nogo dol in gremo nazaj, kolikor gre. Hrbtenica naj bo ob tem čim bolj poravnana, ne smete iti s hrbtenico s trupom naprej, ker potem ne bo tako učinkovit razteg mišic sprednje strani kolka. Zdaj raztegujemo desno nogo, zadržimo. Kdor želi in zmore, lahko potegne še stopalo nazaj, da se koleno bolj pokrči in bolj raztegnemo še mišico sprednje strani stegna. In sprostimo. Raztegnemo mišice upogibalke kolena, sedimo na sprednji tretjini stola, levo nogo stegnemo, desno dlan sproščeno položimo na desno nogo in se s trupom nagnemo rahlo naprej in stopalo leve noge, če ne čutite dovolj raztega, še potegnete proti sebi, palček vas pogleda, zadržite, čutite razteg mišic po nogi zadaj. Spet držimo 30 sekund, ko boste delali sami 3x po 30 sekund. Če želite, stopnjujete vajo, se primete z rokami pač za meča, koleno, gleženj, stopalo, do kamor pač lahko pridete. In ponovimo še za drugo nogo. Desno nogo stegnemo, leva roka sproščena na levem kolenu, v stegnu, in se s trupom nagnemo naprej, se primemo za gleženj, mogoče stopalo, če ga dosežemo. Spet je potrebna previdnost pri bolnikih, osebah, ki imajo osteoporozo zaradi upogiba. Lahko pri tem primeru ostanemo v položaju, kot kaže prva fotografija. In gremo na naslednjo vajo. Ta vaja je zelo fajn za izboljšanje telesne drže, ohranjanje gibljivosti prsne hrbtenice pri bolnikih z ankilozajočim spondilitisom. Preprosto se malo odmaknete od mize, naslonite podlakti in komolce na mizico, čelo naslonite na roke in potisnete prsni del hrbtenice navzdol, da jo v bistvu izravnate. In to zadržujete nekaj časa in večkrat ponovite. Pa sprostimo. Še nekaj vaj za težave z malimi sklepi prstov rok, za bolnike z revmatoidnim artritisom, psoriatičnim artritisom tudi, Ta vaja je v bistvu, da vsak prst posebej približamo palcu. Ampak zelo pomembno je, kakšen je položaj palca. Če vidimo prvi sklep od nohta navzdol, od nohta navzdol, naj bo ta sklep pokrčen. In se dotaknemo kazalca, sredinca, prstanca in mezinčka in potem gremo spet od začetka. Vsak tak pritisk, kar močno stisnemo, brez da se pojavi bolečina v sklepu in večkrat ponovimo. Naslednja vaja je za krepitev interosalnih mišic oziroma mišic na dlani. Dlani so obrnjene navzdol, dvignemo samo prste od podlage, dlani so na podlagi in prste stisnemo skupaj, tiščimo skupaj in jih odpremo narazen. Čim bolj narazen, razmaknemo prste in jih spet stisnemo skupaj. Vajo ponovimo 10-12krat brez problema.
Naslednja vaja, dlani obrnemo navzgor. Prva fotografija spodaj levo kaže upogib zadnjih sklepov prstov. Da se z konicami prstov dotaknemo začetka dlani ali pa konca dlani, odvisno s katere strani pogledamo. Potem stegnemo prste in ko stegnemo prste, fotografija zgoraj, pritisnemo konice prstov ob podlago, da čutite mišice hrbtišča dlani, mizica vam nudi upor in naredimo drugo vajo, fotografija desno spodaj, da stisnemo dlani oziroma prstke na način, da gremo čim bližje zapestju. Zadržimo in potem spet v iztek. Ko boste doma izvajali to vajo, lahko naredite najprej 8-10 ponovitev prve vaje, to se pravi zadnji sklepi, in potem greste v to zapiranje s prsti do zapestja, spet 8-10 ponovitev. Zdaj pa malo vstanemo, da greste do prvega podboja pri vratih in raztegnemo prsne mišice. Položimo roko na podboj v višini prsnega koša oziroma pravi kot v rami in v komolcu in se s trupom obrnemo v stran, da čutite razteg prsne mišice. To recimo zadržimo 30 sekund in čutite razteg mišic prednje strani ramenskega sklepa in prsnih mišic. Potem spremenite položaj rok, da greste z roko višje gor. In potem roko spustite še navzdol s stegnjenim komolcem in s popolnoma stegnjeno roko in z dlanjo na podboju se s telesom, s prsnim košem pomaknete v stran od dlani in čutite spet malo drugje, drugo lokacijo raztega prsnih mišic. Vsako to vajo 3-krat po 30 sekund. In ponovimo še za drugo stran. Najprej roka pravi kot ramena komolec, se s trupom obrnemo, zadržimo. Pa gremo navzgor z roko. Malo drugo lokacijo čutimo razteg prsnih mišic. In še za iztegnjeno roko. Dol, iztegnjen komolček, se s prsnim košem obrnemo v stran do občutka nežnega raztega, nobenih hitrih sunkovitih gibov in sprostimo. Funkcionalna vaja, vstajanje iz sedečega položaja, vrnemo se na nek nastol, in se pripravimo za vstajanje. Velikokrat ljudje vstajajo tako, da obremenjujejo hrbtenico preveč na račun zmanjšane moči nog. Ko se pripravimo na vstajanje, prenesemo težo telesa naprej. Stopala postavimo bolj proti stolu, bolj nazaj proti sebi. Prenesete težo na prste nog, na celo površino stopal in se odrinete od stopal enakomerno in sočasno iztegujemo kolena in dvigujemo hrbtenico, brez da kolena uhajajo skupaj. In potem se počasi usedemo nazaj na način, da prenesemo težo telesa naprej, kot kaže fotografija 3, in medenico nazaj, teža je na obeh stopalih enakomerno razporejena in se lepo usedemo. Če pri sedenju potrebujete pomoč rok ali če vas boli hrbtenica, je nekaj v tehniki vstajanja napačnega oziroma je zmanjšana mišična moč. To se da lepo natrenirati. Pravilen položaj kolen pri stoji je aktiven iztek. To je pomembno tudi pri vstajanju. Ko vstanete, ne iztegnete kolena popolnoma, kot kaže prva fotografija levo, ampak ostanejo kolena malo pokrčena. Vidite puščico, malo pokrčena. To je aktiven iztek, zato da razbremenimo sklepe, hrustanec in pasivne strukture in vključimo mišice. Še 2 vaji za ravnotežje za konec.
Kar vstanemo, stojimo na levi nogi. Dvignemo desno nogo, kolikor lahko, jo držimo gor. Ko dobite ravnotežje, ko ste stabilni, spreminjamo smer glave. Obrnemo glavo v levo, pogled v levo in pogled v desno. In nadaljujemo spet pogled v levo in pogled na desno. Še stojimo. Stojimo na levi nogi, dvignemo koleno in pogledamo na levo stran in nato na desno stran. Obračamo glavo levo, desno pri stoji na eni nogi. Pomembno je, da je koleno desne noge, na kateri stojimo, rahlo pokrčeno. Še stojimo? Dobro. Gremo na naslednjo vajo. Zamenjamo nogi, stojimo na drugi nogi. Roki odročimo. In premikamo roke gor dol. Ena gre gor, druga dol. Počasi, potem pa lahko skušate povečati hitrost gibanja rok. Stojimo na nogi, ki je rahlo pokrčena v kolenu. In spustimo nogo dol. Hvala lepa. Si zaploskamo, ker smo delo dobro opravili. Hvala vam za čas, ki ste ga namenili pravzaprav sebi. Postanite aktivni doma in kar je še pomembneje, je to, da v gibanju vztrajate. In želim, da bi postalo gibanje vaš del življenja. Za vas in za vaše bližnje, za vašo prihodnost bo to vsekakor dobra izbira. Izberite lepšo stran življenja. Hvala, Anita, še za to praktično predstavitev in zanimive vaje. Moram priznati, da nisem telovadila zraven, bom pa mogoče že zvečer, ker so nam v naši tehnični podpori obljubili, da bodo posnetek oziroma povezavo do vaj oziroma celotnega dogodka morda poslali že danes zvečer in si ga bomo lahko še enkrat ogledali, upam, da brez dodatnih tehničnih težav. Kaj pa sicer se vam zdi, je vadba zvečer sploh priporočljiva? Verjetno vpliva na spanje? Vadba zvečer je priporočljiva, če ni previsoka intenzivna. Visoko intenzivna vadba je boljša bolj v jutranjih dopoldanskih urah. Zvečer pa mogoče kakšno raztezanje, lahkoten sprehod. To je to, ja. To je to. In če sva že pri tem, kdaj telovaditi zjutraj ali zvečer, ena udeleženk našega predavanja ima as in boleč hrbet in sprašuje, kakšne bi bile najbolj praktične jutranje vaje pred odhodom v službo. Katere vaje so najbolj praktične, je pač odvisno od aktivnosti bolezni in od njene telesne pripravljenosti. Vsekakor je pa zjutraj, verjetno, ker smo omejeni s časom, najboljše razgibati glede na as, na prisotnosti bolezni, da si razgiba hrbet, razgiba ramenski obroč in pa tudi kolke. Lahko naredi nekaj vaj v postu. Kozali za hrbtenico so izredno dobre, nekaj tudi razteznih vaj, nekako 15-20 minut zadostuje zjutraj, da se človek razgiba. Se slišimo? Kar nekaj zanimivih predlogov ste dali, mogoče se spet malce slabše slišimo in bomo gospe odgovor lahko poslali tudi po elektronski pošti, če ga ni dobro slišala. Drugače pa prej ste v svojem predavanju omenili nordijsko hojo. Gospa Zlata, ki že več let uporablja pri pohodih nordijske palice, ugotavlja, da jo v zadnjem času po eni uri hoje s palicami močno bolijo komolci in kolena. Sprašuje, ali naj palice zato opusti oziroma kaj lahko stori?
Zdaj, če ima gospa revmatoidni artritis, recimo zdaj ne vemo, za katero bolezen točno gre, pa če je komolčni sklep že v osnovi prizadet zaradi vnetne revmatične bolezni, potem bi bilo dobro, da palice za nekaj časa opusti. Sicer bi bilo pa potrebno preveriti pravilno tehniko nordijske hoje, vendar ali pa skrajšati dolžino prehojene razdalje oziroma čas, da hodi krajši čas in vidi, se opazuje, ali je po krajšem času, če namesto 1 ure, recimo hodi pol ure, če je potem stanje boljše. Vi ste, če se ne motim, tudi inštruktorica nordijske hoje, tako da tako bi je. znali svetovati, Koliko pa je takih inštruktorjev v Sloveniji, ki lahko pomagajo? To težko rečem, nimam vpogleda v to, koliko jih je. V Ljubljani je kar nekaj ponudbe, na periferiji je pa tega manj. Ko se pogovarjam z bolniki, ki imajo možnost in jim v bistvu tudi svetujem tečaje nordijske hoje, praktično zelo težko dobijo kakšnega inštruktorja. Tako da po mojih je premalo, glede na potrebe. Tako, čas se nam že počasi izteka, ker smo bili malo daljši zaradi tehničnih težav. Mogoče odgovorimo še eno vprašanje, ki smo ga prejeli tekom predavanja. Gospod Janez je star 33 let in ima SPA, spondiloartritis. Ko je bilo najhuje, nisem mogel več hoditi. Sedaj sem naproti vnetni kuri z nalgesinom, bolečine pa so skoraj popolnoma izginile. Prehodim približno 3 do 4 km na dan, izvajam pa tudi vaje za moč 3 do 4 krat na teden ter raztezanje. Je to dovolj za začetek, sprašuje gospod? Ja, to je dovolj. To je čisto v redu. Pomembno je, da ohranja svojo funkcionalnost ali jo izboljšuje. Glejte, za vzdrževanje, bom rekla, srčno-žilne kondicije je dovolj že 15 minut na dan hoje v klanec. Za izboljšanje pa je potrebno malo več. Tako, mogoče lahko s tem nasvetom tudi zaključiva, preden vsa tehnika dokončno odpove in smo še na zvezi. Hvala, da ste nam predstavili tako zanimive vaje in lepo odgovorili na vprašanja. Drage gledalke in gledalci, vam pa se zahvaljujem za vso potrpežljivost. Upam, da ste si dobro zapomnili vse razloge za telovadbo in boste vadbo redno izvajali še naprej, ter ostali čim bolj zdravi, v dobri formi in tudi dobre volje. In to tudi tisti zvesto spremljevalko revmo. Posnetek seminarja bo kmalu na voljo, kot smo že povedali, tudi na spletnih straneh revije Viva Medicina in ljudje in na spletnih straneh Društva revmatikov bo, tako da si boste lahko vaje in napotke pozneje ponovno in v miru ogledali. Vabimo vas tudi k spremljanju naših naslednjih seminarjev Društva revmatikov Slovenije. V naslednjem bomo gibanje še stopnjevali z revmatologom, profesor dr. Alešem Ambrožičem. Bomo predstavili prednosti športne vadbe. Tretji letošnji seminar pa bo namenjen zdravi prehrani in odgovoru na nekaj pomembnih vprašanj v zvezi s to prav tako pomembno sestavino zdravega življenja z ali brez vnetne revmatične bolezni.